to je to. To je to. Ja, tukaj bom jaz postavil piramido. Piramido? Ja. Okej. Res. Pa kako ti misliš, sredi te narave, ker eno piramido postaviti? Ja, zakaj pa ne? Vse se vse da, vse imajo v Mehiki, imajo v Egiptu, imajo v Bosni, bomo imeli pa še v Sloveniji in jaz te bom pa naredil. A ti sploh veš, koliko je to enega dela? Ja, veš, kje je največje piramide na svetu? Ne. Keopsova. Keopsova. A ti sploh veš, iz kolikih kock je sestavljena? Ja, veliko, ne vem, 5-10 tisoč. Malo več pa že, no? Pa 100 tisoč, na primer. 2 milijona pa še malo. Pa vsaka kocka je težka 2,5 toni. Kako boš ti sam to dvignil? Ja, čakaj malo. Zdaj so drugi časi, moderni časi. Imamo stroje, imamo še večje stroje, pa bagre, pa žerjave. To se danes vse se da narediti. Sploh ni nobenega problema, saj jaz ga ne vidim. Res si dokažem. Spet greva v kamnolom, pa boš videla, da se da danes čisto vse narediti. Okej, no pa ima provat, no? Ajde, greva. Obrtniško kamnoseštvo je usmerjeno v naročnika, se pravi, kamnoseški obrtnik dela manjše serije izdelkov po naročilu, po načrtu, ki ga lahko dobi od arhitekta, lahko ga naredi tudi sam in dela pa lahko tudi večje serije izdelkov, vendar vedno za znanega naročnika. To so klasični obrtni izdelki, narejeni deloma s strojem, deloma ročno, dočim kamnoseška industrija pa dela z velikimi serijami večinoma kamnitih plošč, ki jih režejo v tanke sloje in jih potem pač montirajo na fasade, na plošče, na fasade, na tlake v sodobne večje objekte. Čeprav tudi industrija kamna pozna ročno obdelavo, tudi tam je precej potrebnega ročnega dela, ker ne glede na to, da imajo najsodobnejše stroje, na koncu je še vedno roka kamnoseka tista, ki da piko na i. Vidiš, tole je kamnolom Lesno Brdo. Ta je najbližji Ljubljani. Ja, in verjetno vidiš, da je terasaste sorte pa na površju. Obstajajo pa tudi tisti, ki so pod zemljo, naprimer nekje pri Sežani. A ja? Ja, tudi tisti so zelo zanimivi. In prav tale kamnolom je včasih in še vedno oskrboval kar celo Ljubljano. Kako so vas spravili ves ta kamen v Ljubljano? Ja, zdaj komot, včasih pa nož verjela, z voli. Z voli? Ja, in to jih je moglo biti kar veliko. Koliko? Ja, 27. 27? Se spoznam na številke, ne? Ja, tako je to. Pa veš, kaj me še zanima, če ti mogoče veš, kdaj je kamnolom doživel razcvet v zgodovini? Pojma nimam. Naj ti še to povem, da v prvi polovici 18. stoletja. Ja, in to z delavnico Lukasa. Ja, veš katerega? Nimam pojma. Moment. Misleja. Sem toliko, da te malo podučim. Oho, kako smo eni pametni. Ja. A poznaš še kakšne mojstre? Zelo znane. No, katerega? Francesco Roba. A, dobro znaš. Pa bilo jih je še neki. Contieri, pa Rotman, pa Poco. Ja, a pa ti veš, kaj je ta Roba naredil? Seveda vem. Robov vodnjak. To nekje smo mi zdaj. Kakšna kamnina je to? Nahajamo se v lesno-brdskem kamnolomu podjetja Mineral. To je apnenčasta kamnina, ki je dokaj porozna, vendar za notranje dekorje zelo priporočljiva in jo tudi v veliki meri izrabljamo za ta namen. Se pravi, glavna uporaba je za dekoracijo, pa za kakšne, ne vem, potke recimo ali kaj takega? Ja, za zunanje zadeve se lahko uporablja kot neka bunja, potem, če so potke, potem uporabljamo to za debelejše kamnine, se pravi nekje od 5 cm debeline naprej, zato ker le ni obstojna na zunanje vplive, mraz. Kako pa sploh pridete do tega? Tele vidimo, so prave skale, ne? Ja, postopek je dokaj dolgotrajen. Najprej je treba zvrtati luknje, vertikalne, horizontalne in potem čez to se namesti diamantna žica in potem se to počasi žaga. Vse mora biti pa prisotna voda, brez vode pri nas ne znamo delati.
Kako je bilo pa včasih? Najbrž je bilo kaj drugačne? Včasih so pa to, dlje časa so to pridobivali en tak blok ven, so mogli ročno luknje iztovč, potem lesene kajle noter nabivati, zalivati z vodo, da so se dobile na širini in to je potem počel in potem so spet na manjše kose to izdelali. No. Ja, in koliko časa so potem porabili še prej, na začetku v zgodovini, da so pridelali toliko teh kock, kot jih naprimer danes? Za tak delo, kot ga danes upravimo v enem mesecu, so ga takrat uporabljali vsaj pol leta, za tako količino. Ali pa celo več. S tem, da so bili takrat omejeni na dolžino in debelino. Se pravi, se niso tako veliki kosi pridobivali. Je pa mogoče interesantno, ker iz tega kamnoloma je bil Obelix od Robovega vodnjaka izdobavljen prvi in sedaj za repliko. Ja. Izziv v tem poklicu je, da izdelke, ki jih kamnosek naredi, te izdelki ga v bistvu preživijo kar dolga stoletja. Se pravi, kamnosek pušča neke neizbrisljive sledi. Vsa zgodovina človeška je bila pravzaprav zapisana v kamnu in še prej v glini. In ta stvar se pravzaprav ni spremenila. Mi puščamo sledi, ki nas daleč preživijo. Predvsem ti klasični kamnoseški izdelki. Drugače sodobno arhitekturo, se pravi s to arhitekturo plošč, ki je izpostavljena zunanjim vplivom, tudi konec koncev neki trenutni modi, ampak klasični kamnoseški izdelek pa izdelovalca kar krepko preživi in v bistvu ustvarja tudi neko kvalitetno bivalno okolje.